Pozdravljeni v oddaji podcasta BIM Pogovori, v kateri se z gosti sproščeno pogovarjamo o informacijskem modeliranju zgradb in informacijsko-komunikacijskih tehnologijah v gradbeništvu. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdravljen, Robi. Zdravo, Matevž. No, v veselje mi je, da bi lahko danes v gostih pozdravila Gašper Brusa z podjetja DRI. Pozdravljen, Gašper. Lep pozdrav tudi z moje strani. No, v bistvu nisi prvi gost z DRI-ja. V 16. oddaji BIM Pogovor smo gostili Ksenijo Marc, ki je predstavnica Slovenije v EU BIM Task Group. No, ampak danes se bomo jasno pogovarjali o podobnih stvareh, kot smo se zadnjič. Ampak za začetek, Gašper, daj povej nekaj malega o sebi, to, da recimo poslušalci vejo, s kom govorimo. Jaz sem gradbeni inženir, diplomiral sem tam konec maja 2014 na konstrukcijski smeri še starega programa na FGG-ju. V sredini julija sem se zaposlil na DRI-ju v sektorju za tehnično podporo projektov in razvoj, ki je Ksenija pač šefica. Zdaj pa jaz opravljam, moje naloge so večinoma pregledi projektov premostitvenih objektov, se pravi recenzije, revizije, kakšne statične kontrole, računi, take stvari. Potem druga sklop zadolžitev je pomoč DARS-u oziroma svetovanje z upravljanjem teh njegovih premostitvenih objektov, pomoč pri pregledih, teh glavnih rednih pregledih objektov pa take stvari. Tretja stvar, sem bil nadzornik pri menjavi ležišč na dveh viaduktih, pomagal sem tudi nadzoru pri gradnji predora sten na škofjeloški obvoznici. Zdaj pa s povečanjem DRI-jevih aktivnosti na BIM področju pa čedalje več tudi sodelujem tukaj. Se pravi, s tem, kar se DRI ukvarja. To je to. No, Matevž je začel, pa je rekel najprej, da se bomo danes pogovarjali o podobnih stvareh, pa imam jaz občutek, da je DRI v enem letu, kar smo imeli Ksenijo kot gostjo, šel zelo naprej, kar se tiče BIM-a. Zdaj, da ne bomo takoj začeli s tem, kaj počnete, kaj pa to. Mene samo zanima, to je oseben občutek, kaj je zdaj v tem letu zgodilo. Je šlo kaj naprej, še kar stagnira? Kaj praviš? Ja, meni se je kar veliko premaknil, sploh z novimi projekti, ki so v BIM-u. Mislim, lani so karavanke štartale, oziroma že 2015, konec 2015. Letos pa štarta tudi dva večja projekta, se pravi Maribor-Šentilj, nadgradnje železniške proge, pa tudi tam na območju Marije Gradca podvoza bo kakor nek pilotni projekt, kako bo DRI spremljal gradnjo z BIM-om. To je kar orang za nas, našega vidika. Ja, v bistvu pri tem bi jaz mogoče dal en manjši komentar, da smo se tega lotili v bistvu na tisti strani, kjer BIM recimo najbolj šepa na teh infrastrukturnih objektih. Najbrž bi bilo dosti lažje vse te stvari delati na takih visokogradnji, kjer so stvari oziroma standardi in pač orodja, vse stvari mnogo bolje urejene in tečejo, kot pa v bistvu za te infrastrukturne objekte, tako da zanimivo, skratka, da je ravno tak čas, da se takšne stvari dela, ja pa jasno, ozadje tudi DRI kot taka državna inženirska firma, ki skrbi za pač javne, recimo javne objekte. Ja, to je res, ja. Pač na koncu pristanemo pri teh infrastrukturnih stvareh. Ja, mi delujemo predvsem na infrastrukturi in zato tudi imamo največ vpliva, ko bi rekel, na DARS direkciji, da smo uspeli jih prepričati, da se pa to splača. Tako.
No, v bistvu ampak en izmed glavnih razlogov, zakaj si danes v gostih, je tudi v bistvu tvoja predstavitev, ko si je imel na BIM forumu 2017, mislim, da je bilo to v začetku junija. Lahko recimo eno tako zelo zgoščeno verzijo tistega, kar si tam povedal, kot istočnico nadaljnjim pogovorom danes podaš. Ja. Vse ni treba, kot rečeno, ni treba vse, ampak recimo nekaj tistih par glavnih poudarkov, če bi jih moral v 3 alinejah ali pa 4 alinejah povedati v bistvu, kaj je tisto glavno. Ja, kot sem že prej rekel, DRI se ukvarja z BIM-om na 3 večjih projektih. En je izgradnja odcestnega predora Karavanke, ta je v teku že. Se pravi, zdaj se oddaja PZI, v BIM-u je bil pa že narejen idejni projekt, pa tudi PGD. Drugi projekt, ki se je začel, je nadgradnja železniške proge med Mariborom, Šentiljem in državno mejo. Ta je zdaj štartil PGD z koncem maja oziroma začetkom junija. Ta tretji projekt je pa nadgradnja oziroma izvedba izvennivojskega križanja tam pri Laškem območju podvoza Marija Gradec, ki pa se izvaja v okviru nadgradnje železniških odsekov Rimske Toplice, Laške in Laško Celje. Tukaj pa trenutno DRI sodeloval samo s pripravo projektne naloge. Meni se zdi, da je v fazi izbire izvajalcev, no nisem pa prepričan, kakšna je pozicija zdaj oziroma v kakšni fazi je ta projekt. No, mislim, že potem lahko sklepamo zdaj, da se kar precej premika. Zdaj tu se sam praviš, da so različni projekti na različnih nivojih, predvsem na različni stopnji razvoja. Ampak tako me zanima, glede na to, da vodite na take projekte, pa da zdaj posod peljujete nek BIM, kak je pa kaj odziv projektantov oziroma vpletenih v te projekte? Jaz bi rekel, da pozitiven, da so zelo zadovoljni, da lahko to delajo. Ne, mene to zanima tako čisto oseben občutek, ker verjetno, če si sodeloval, vsaj pri nekaterih izmed teh projektov, si imel nek prek sestankov ali pa kaj, si imel v bistvu možnost videti, kako to sprejema. Kakor smo mi doma z Matevžem dobili odziv drugih, so vsi veseli, da lahko sodelujo pri teh projektih, ker so v bistvu plačani za to, da se učijo nekaj, kar je itak prihodnost. Da pa si ti tudi dobil ta občutek ali mogoče je to čisto nekaj skrivljena podoba? Ne, je nekaj takega. Veseli so tudi, v bistvu, da se stvari naprej premikajo, ker v tujini, če hoče biti konkurenčni, se mi zdi, da morajo to že uporabljati. In zdaj pa tukaj tudi je bolj za njih. Ja, pa sej je v bistvu to, mislim, da je to popolnoma naravno. To mislim, da je, kot rečeno, že prej ugotovitev, da se te stvari delajo na teh infrastrukturnih objektih, to avtomatično pomeni, da bolj manj oreš ledino. Ne samo v Sloveniji, ampak tudi na področju standardov. Vemo, da je IFC kot tisti recimo odprt standard, ki je recimo, na katerega je vezan BIM v osnovi, relativno slabo pokriva te infrastrukturne objekte, tako da jaz verjamem, da je to učenje na več nivojih od učenja pač teh izvajalcev, projektantov do vas, ki ste nadzorniki ali pa recimo recenzenti tega. Skratka, cel kup je recimo neznank. Tako da morda se poraja vprašanje, koliko dejansko je ta BIM vpet v sam recimo dnevni proces. Ali je ta BIM, kot smo se že recimo pred snemanjem pogovarjali, to nekaj, kar je
osnova vsega in se brez tega ne da, ali je v BIM bolj manj nekako tako sporedno vožen projekt oziroma pač projektiranje zaradi jasno koristi, ki jih prinaša, ampak v osnovi je še zmeraj predvsej tega klasičnega načina raznih prerezov, profilov, printanja na papir, pač takšne klasičnega gradbeništva na samih objektih. Ja, veliko je še usporednega dela. Ne? Same karavanke se najprej sprojektirajo na klasičen način, potem se pa šele izdeluje modelov. Zato tudi je bila sama predaja BIM modelov z zamikom za oddajo klasičnih projektov. Ne? Je pa res, da pa že nekatere načrte pa dobivajo iz modelov. Ni čist, ko bi rekel, ni zdaj tako, da najprej zrišajo načrte pa opažne armaturne, pol pa grejo modelirati. Ne? Tudi nekatere načrte že dobivajo iz samega BIM modela. No. Je pa res, da pa to pa še ni povsod. Sploh pri predoru se zelo sporedno dela oziroma z zamikom. Ne. Morda še skočim prej na Robi, pustim do besede spet. Pa je recimo ocena DRI-ja, da se to splača, v smislu, da je pač vredno, pač se najbrž je dosti jasno, da projekt, ki se pelje na dva bolj različna načina, morda je dražji ali pa v bistvu malenkost dražji. Ne gre tle jasno za to, da dvakrat plačaš v bistvu izvedbo tega objekta ali kaj podobnega, ne? Ampak sigurno so tle neke človeške ure vključene, ki jih drugače ne bi bilo. Ne? Je verjetno ocena DRI-ja, da je to tisti nek potreben vložek Slovenije, da se stvari premaknejo v pravo smer in da bodo konec koncev v prihodnje te infrastrukturni objekti, pa tudi sicer objekti narejeni, recimo tako kot BIM zahteva v osnovi. Ne? Ja, jaz definitivno mislim, da se to splača. Sicer, kot si rekel, res neki podvajanje, tudi na karavankah imajo dva ločena tima. En je tim projektantov, ki se ukvarja s projektiranjem, drugi pa v bistvu modelarjev BIM-a. Tako da to je dejansko neko podvajanje, ampak po moje prednosti, ki so kontrola konfliktov, to, da se že zdaj ugotovi v tej fazi, ali pa potem tudi same količine, s tem se mi zdi, da se kot DRI najbolj soočamo, oziroma sam terminski plan, kontrola količin, to je za nas najbolj pomemben. Tukaj se mi zdi, da bo BIM največ prednosti prinesel. Ja, jaz osebno vidim veliko prednosti, kar se DRI-ja tiče. Ne? Mogoče, če bi šel zdaj gledati stališče projektantov, pa mogoče stališče tistih, ki bojo na koncu to dejansko imeli v rokah, pa z predorom operirali, trenutno ne verjamem, da že lahko ocenimo, ali bojo kakšne prednosti BIM ali pa ne. Me pa mogoče zanima, če mogoče veš, ta predor se itak projektira iz dveh delov, enega Slovenci, enega Avstrijci. A kaj te modele spajajo skupaj, ali spajate kaj skupaj, ali se nič kaj na tem ne dela? Ja, vse spajajo skupaj. Tudi, ne vem čisto točno, ampak meni se zdi, da Eleja ima tudi čez projektiranje oziroma izdelavo BIM modela na avstrijski strani. Tako da to ima združeno na teh njihovih avstrijsko-slovenskih koordinacijah. In tudi so že pokazali te združitve modelov. Sicer se pa modeli tudi malo razlikujejo med sabo, prav zaradi podobe, podrobnosti obdelave pa takih stvari. Ja, sej to je super, pa v bistvu zelo zaželeno. Sej vsak bi verjetno rad videl celoten potek trase. Zdaj, DRI si že samo omenil, kaj si obeta od tega modela. Jaz mislim, da tako si samo omenil, vsaj detekcija teh
prekrivanj, pa kolizij, pa ne vem, za terminski plan nisem ravno prepričan, no, ampak za količine pa zagotovo, da bo prišel precej prav. A so kakšni plani, da se bo to na koncu kaj primerjali mogoče, ali pa da se bo predstavljalo, koliko je bilo uspešno, pa koliko natančen je bilo, ali je to še zdaj prezgodaj? Da bi se predstavljali, kaj primerjava, kaj bi bilo, če bi bilo BIM ali če ne bi bilo BIM. Ne, mislim, da se bo potem na koncu, ko bo to dejansko enkrat šlo v izvedbo, a se bo, ne vem, boste predstavili rezultate, kako dober model bi pa to, ali je to mogoče zdaj še čisto prezgodaj govoriti o tem? Za take načrte jaz ne bi vedel, da bi bilo kaj takega planirano. Mogoče bo, no, nisem pa prepričan. Odvisno je tudi od kadrovskih možnosti. Robi, lahko predlagamo. Ne? To je v bistvu to je tisto, kar se vedno pogovarjamo, ne? Da ta ocena, kaj BIM prinaša na nivoju zmanjševanja napak in podobnih stvari, ne? V sami projektni dokumentaciji oziroma pri samih projektih, je zelo težko oceniti, kaj je to, ali je to 10% boljši projekti ali 10% manj napak se bo zgodil pri izvedbi. Zdaj imaš pa tukaj dejansko dva ločena projekta na istem objektu, kjer bi lahko verjetno dovolj natančno videl, zdaj klasično projektirano je takole, model naredim takole in mi model pokaže potem, da so napake pri prebojih in tako naprej. Projekta vse nista toliko ločena, da bi to bilo možno, ne? Ker vse sproti odkrivajo te kolizije, oni odkrivajo, dejansko ne pride sploh do nas. Ne? Ja, pa ne bo nič iz tega. Ne, ampak mislim, že tako, ne. Če malo laično rečem, vsakeč, ko bi eno tako kolizijo našel, ne, ali pa v bistvu, če bi si tam eno črtico naredil, pa bi rekel, ok, tole sem pa odkril zaradi tega, ker imam model, ne, zraven tudi. Že to bi bilo nekaj, kar bi na koncu lahko rekel, ker smo imeli to, v bistvu imamo toliko manj napak v samem projektu. Ne. Že, mislim, gre za oceno, ne, ampak te številke, ki se sicer po neki literaturi najdejo, so prvič zelo različne in vse so bazirane na nekih splošnih ocenah. Ne. Zelo redki so tisti projekti oziroma raziskovalni projekti, ki so šli v to podrobno, da bi dejansko naredili dva v bistvu duplikat, enega tako, enega drugače in potem pač to delali. Ne. No ja, v redu. Skratka faze, tlele cel kup faz, PGD, PZI in tako naprej, ne, ko si jih omenil za različne, pri različnih projektih. Oziroma, nekaj sem res hotel vprašati, posod je v glavnem omenjen tale OpenBIM, ne? Koliko dejansko pa je tlele, ne? Zdaj, po eni strani si omenil tudi Eleo, ki, če sem recimo malo preprosto to razumel, v bistvu skrbi za to razvoj modela na slovenski strani, delno verjetno tudi na avstrijski, ne? Koliko je dejansko ta OpenBIM tist, ki zagotavlja prenos podatkov med različnimi programi, strokami, inženirji in tako naprej, ne? Ali je to v bistvu konec koncev vezano na en produkt, enega proizvajalca? Ne. Kako je s tem? Ja, zato, ker ne sodeluje samo Elea, ne. Tam je 8 projektantov skupaj in vsak ima v bistvu svojo programsko opremo, pa tudi Elea med sabo ima različne programe, ne. Že portalno zgradbo Elea dela v Archicadu, medtem ko predor v Revitu in pa objekte, mostove v Revitu. Ne vem, v Allplanu dela geoportal predor,
tale Ergo dela v Revitu predor, mislim, tem Trasos se dela v Civilu 3D in za vse to se dejansko že med sabo v IPC usklajujejo, potem pa ne. Tako da to, jaz bi rekel, da je ta kar en dober primer OpenBeam pristopa. No, to je jasno lepo slišati, pa Robi, povej. Ja, Kaj boš rekel? Ne, sej ne bom nič rekel v bistvu. No. Jaz v bistvu si mi pol vprašanja in tako kradu. Mi da si ponovadi si skačemo takle v besedo, zato ker razmišljamo ponovadi v istih stvareh. No. Mislim, mene tudi v bistvu zanima, zakaj ta zahteva po OpenBeam. Predvsem, mislim, zanima me predvsem to, no, a je ta zahteva po OpenBeam zaradi tega, ker razmišljate v prihodnosti, ali je to bolj zaradi tega, da vam olajša pregled teh modelov pa tak naprej, ker vem, da se večino, mislim, da se uporabljajo razni, kak je prav za model checkerje, pregledovalnike modelov. Mislim, da ne uporabljajo Solibri, ampak nekaj od tega Bexela. DRI ima eno licenco tega od Building Explorerja od Bexela, uporabljamo pa tudi Solibri, Model Viewer pa Navisworks Freedom, ker so pač zastonska, in po potrebi tudi te dva uporabljamo. Ampak to ni toliko zaradi nas samih, ampak bolj zaradi, ko bi rekel, filozofije, politike vsega, da se pač res odpre, da se ne zaveže na enega določenega proizvajalca opreme. Pa tudi jaz ne vidim, oziroma naši pravniki, ne vem, kako bi lahko predpisal enega proizvajalca, pa da ne bi razpis padel na tem. Recimo, da bi rekel, da se programira v Autodesku, pa ne vem, če bi bilo to izvedljivo. Če se malo pohecam, to je vidiš razlika med nama dvema z Robijem in tabo, Gašper. Saj zase lahko rečem, da nikoli ne bi na pravnike pomislil, kako se bo ta razpis naredil. Ja, smo že imeli kar nekaj problemov glede tega. Ja, verjamem. Se verjetno tudi sam DRI ne preferira nobenega izmed proizvajalcev, tako da je tudi težko se njim odločiti. Potem je najboljše pač prepisati OpenBeam, pa to prepustiš samim projektantom. Ja, tudi iz tega vidika. Ampak recimo, za nas bi bilo lahko najlažje, če bi kupili od Autodeska Navisworks in bi urali pa na Revitovem okolju, teoretično. Ampak tudi mi ne moramo sami svoje programske opreme glih izbirati, ker smo tudi omejeni z javnimi naročili. Zaradi tega tako delikatna zadeva glede tega še. Noben od proizvajalcev pa tudi ni toliko, se mi zdi, v prednosti napram ostalim, bi pa lahko to zagovarjali. Bi rekel, Autodesk ima pa zdaj vodilen vpliv, bi rekel, da ostali so zanemarljivi. Ja, to je pa tudi res. Vsi imajo dobre in slabe platine uporabe. No, ampak prej sem že začel spraševati, pa pol preskočil na tole. Rečeno tele PGD in PZI. Kako je pa pol s tem v bistvu, kako je kaj uporabi v različnih teh projektnih fazah sam BIM pristop, oziroma kako je, ali bom tako rekel, ali je recimo konkretno na karavankah, ali sledi recimo ta BIM proces, ki ste ga upeljali v bistvu recimo tej filozofiji, ki je recimo v Angliji sprejeta, pa je tisti procesni model tam narisan, kako se začne, pa kaj se pol naredi, a so te dokumenti dejansko v taki obliki, da se predpiše, kako se kdo s kom sodeluje, na kakšen način, kakšni verziji programa, v kakšni obliki, v kakšnem delu imate v bistvu ta common data environment, kaj tako recimo
morda malo popularen v zadnjem času. A je to upeljano, v kakšnem smislu je to izveden pri vas? Oziroma pač na tem konkretnem projektu? Ja, na karavankah je ta Common Data Environment v bistvu še ni na tej stopni, ki bi v bistvu želeli, v bistvu samo kot nek oblak, na katerega se shranjujejo dokumenti in potem jih uporabniki lahko potegnejo dol. Je dosti po fazah narejeno, oziroma na tem oblaku so različne mape narejene, ki prikazujejo te faze po tem PIN protokolu. Se pravi, ta prva mapa imajo dostop samo projektanti, ki je shared in med tem si oni izmenjujejo. Pol je neka druga večja mapa, je review, ki imamo na voljo pogled recenzenti pa ostali deležniki. Tretja mapa je pa pol una, ki se odda dejansko naročniku končno. Približno poteka to, ampak ni pa še čist, ko bi rekel, na nivoju Angležev, po mojem mnenju. No, sej. Se probamo prilagoditi temu. Sej, bom rekel, splošen komentar bi bil, da najbrž tudi Angleži niso na nivoju tistega, kar so tam napisali. Ampak, dobro, to je najbrž druga zgodba. Ampak pač najbrž se je bilo pač najboljš na neki upred, da ravno ne izumljate tople vode, kot se temu reče po domač. In je super, skratka. Kako pa sicer, skratka, ta ureditev... No, povej. Mogoče bi tukaj še dodal, da je na Maribor Šentila, je pa ta CDE malo bolj, ko bi rekel, dovršen. Ja, jaz imam sicer vedno težave s tem CDE, zakaj temu ne moramo reči tako, smo včasih, ampak... FTP, ne? FTP, WebDAV, ne vem kaj, dokumentni sistem, pa so biti CMS, zdaj pa pač to CDE, pač najbolj. Hotel sem mogoče malo nekam drugam zapeljati tale naš pogovor, in sicer DRI je bil ves čas v Sloveniji eden izmed teh gonilnih sil vpeljave BIM-a v prakso. Pač vsaj kolikor midva poznava. Med drugim tudi skozi društvo CBIM. Zdaj, če so informacije prave, pa mislim, da kar so, zdaj spet DRI sodeluje z IZS-em oziroma prek IZS-a pri pripravi nekega priročnika za pripravo projektnih nalog z BIM-om. A to je pač strateška odločitev DRI-ja ali je to mogoče čisto na osebni ravni? Ne, to je čisto oseben projekt, oziroma Ksenija še z ene par temi večjimi, še z ene par sodelavci, drugimi projektanti pa z Andrejem Tibautom z Mariborske fakultete sodeluje pri pripravi tega, nima pa DRI nobene veze s tem. Ja, to je, mislim, jaz sem tudi dobil občutek, da je to bolj, recimo tak, bolj CBIM projekt, intern. Ja, pa ne, ni to CBIM projekt. No, to je projekt ene 6 inženirjev, ki so se prijavili na en razpis inženirske zbornice. CBIM bo, mi zdi, samo potem sodeloval kot zunanji, bi rekel, recenzent, oziroma ne glih recenzent, ampak podajo sam komentar. Aha, no, jaz sem imel občutek, da pač v okviru CBIM-a določeni člani pač pripravljajo ta dokument, ampak v bistvu se ni važno. Dejstvo ostaja, da je pač DRI res eden od teh, ki dejansko vodi pa usmerja vse skupaj v Sloveniji. Pa me zdaj zanima, glede na to, da zdaj pred kratkim tudi ta dokument, ki ga je pripravila skupina, katere članice je bila tudi Ksenija, da je bil ta dokument predstavljen, pa to,
A bo mogoče ta dokument osnova za to, kaj se bo pripravljalo vnaprej preko DRI-ja, ali bo mogoče se počakati, da bo ta nov dokument, ki ga pač pripravlja IZS, pripravljen, ali nimate še nobene strategije v tej smeri? Po mojem se bo kar počakal na ta IZS dokument in vse projektne naloge, se mi zdi, ki jih bo DRI delo za naročnike, bodo bazirali na tem IZS-evem dokumentu oziroma priročniku za pripravo projektnih nalog. No, to je do neke mere pričakovano. Ne? Mislim, verjetno se moramo opreti na neke dokumente in inženirske zbornice v Sloveniji. Ampak mogoče veš, a to, kar se pa pripravlja zdaj zadnje leto, mislim, da bo leto ali celo 2 leti, no, preko EU BIM Task Grupa, to pa so samo neke smernice, ki jih bojo mogoče upoštevali, ali ni nujno, da jih bojo upoštevali, ali koliko je s tem. Ker jaz sem skozi občutek, da bo to neka osnova, da ne bomo spet odkrivali tople vode in da se bomo naslonili na neke dobre prakse iz tujine, v bistvu iz okvira članov te skupine. Ali bo mogoče to spet eno od teh dokumentov, ko bo šel kar tak mimo nas, no. To sem hotel v bistvu vprašati. Ja, ne vem, no. Ta dokument sem sicer na hitro pregledal, tako ga je EU BIM Task Group naredil, ne. Ampak ne vem, koliko si bomo lahko kaj pomagali z njim. No. To je bolj tako informativno. To je moje mnenje, no. Da si ne more konkreten posameznik pomagati z njemu. No, no sej, to sprašujem zato, ker sem ga jaz tudi preletel, no. Nisem ga zdaj podrobno bral, da me ne bo kdo držal za besedo. Ampak meni se tudi to zdi, da je to bolj strateško, pa na nekem visokem nivoju, pa da je to mogoče za zakonodajalce nek dober dokument, ne. Da dejanski projektanti si pa z njim ne morejo kaj dosti pomagati. No. Zato tudi sprašujem, pač, če sem jaz to mogoče narobe si tolmačil, ampak vidim, da smo v bistvu bolj kot nekaj podobnega mnenja. No. To je za visok nivo, da vidijo, da v BIM se kakor da upeljati za javne naročnike. No. V tem smislu. Ja, kaj pravite, zaključimo tole debato tukaj na tem mestu o projektih in vlogi DRI-ja? Jaz mislim, da lahko gremo naprej. Sej Gašperja bi lahko vprašal. Jaz sem tukaj videl nekaj projektov, ki jih je predstavil, ki so tukaj v bistvu v moji okolici, pa bi ga kaj direktno vprašal, pa mislim, da to ne gre za podcast. Ne, lahko, tole Laško, pa tole moraš nujno vprašati, to od tebe se tiče direktno, ne? Ne, to se mene ne, ampak to je neka navezava med Laškim pa Šentjurjem, to je nekaj čist drugi. Ampak ja, mislim, so pa taki zanimivi projekti. No. Vedno sem fasciniran nad tem, da se dejansko taki, bomo rekli, majhni projekti pripravljajo z BIM-om, ampak mogoče so pa ravno prave velikosti, no, ne vem. Tako da gremo reči na priporočila. No, okej. Skratka, bolj lahka tema sledi potem te debate in to so priporočila, tako da je Gašper nekaj si pripravil. Ja, ena spletna stran, s katero sem se jaz v bistvu pomagal pri pisanju teh projektnih nalog, sem jih delal za Maribor Šentilj pa Zidani Most, ne. In sicer designingbuildings.co.uk, to je neka taka spletna stran z novicami, članki na temo BIM-a. Kar mi je bilo pa všeč na tej strani, da je tako po principu Wikipedije narejeno in če kakšnega izraza nisi razumel, si lahko prikliknil gor, pa si odprli tako članek, ni bilo treba kaj posebej googlati. Pa imel se veliko informacij gor. No. Ja, to je, se mi zdi, kar ena tistih kar bistvenih takšnih BIM-ovskih strani. Tudi vidiš, tam gor so tisti recimo sponzorji, so vsi tiste velike firme in inštituti napisani. Tako da na vsak način se splača pogledati, pa tudi slediti. Ne? Ja. Robi, tudi ti imaš nekaj BIM-ovskega danes? Ja, jaz sem malo zakompliciral in sem našel spet nekaj novega. Če ne poznate, obstaja tudi BIMbots.
tisti mogoče, ki ste malo bolj v informatiki, poznate bote takšne in drugačne, no, očitno obstaja tudi BIM boti. Ne vem, kako bi vam to razložil. Opis je tak, da je to nek nov poslovni model za avtomatizacijo nalog povezanih z BIM-om. Bolj v zapiskih boste povezavi, no, ena je bimbots.org, druga je pa na eno predstavitev na SlideShareu, pa si mogoče lahko tam ogledate. Bi pa rekel, da je to nekaj zelo podobnega, kot je storitveno usmerjena arhitektura v informatiki, s tem, da je namesto teh posameznih vozlišč so BIM modeli in potem se pač med temi storitvami upravljajo neke naloge, ki so lahko avtomatizirane in tako naprej. V glavnem še ena plast na BIM-u, ki še malo bolj zamegli pogled na BIM. Tako, na kratko. Zdaj ste tako čisto šokirana in ste utihnila. Čisto šokirana. Sem pa pogledal tole spletno stran, v bistvu dejansko. No. To je tako, v bistvu na novo zapakirano. To isto, te recimo CD-ji, ki so močkrat bolj proti BIM-u usmerjeni, bi lahko rekel, da v zadje tistih sistemov so tudi takšni BIM boti. Ne. Ampak dobro se pa sliši, ne? Temu smo čisto lepo rekli API. Točno ne? To. ampak zdaj se pač temu očitno reče BIM bot. Jaz sem že obupal nad temi. Ne, tamle ta prvi del na tele infografiki za BIM bote je dobro, ker je an event-driven ekosistem. Ne? Skratka, dejansko event-driven je tisti buzzword, ki opisuje, in to je tisti, če se spomniš po IntelliGridu, smo tudi nekaj sanjali o tem, kako bo v bistvu ta sistem avtomatsko vedel, da se je nekaj zgodilo, pa sporočil naslednjemu, da mora nekaj narediti. To je to. Ne? No, temu računalniku rečejo scheduler, ampak... Ja, ampak event-driven se pa fulan bolj sliši. Se strinjam. No, na lažjo temo. Jaz imam 2 knjigi, oziroma ne, 1 knjiga pa 1 podcast. Obema se reče Rework. Ampak to je zato, ker je tisti podcast dejansko vezan na temo knjige. No in sama knjige je naslov Rework. Avtorje knjige sta pa Jason Fried pa David Heinemeier Hansson. Zanimivost je, da sta to oba, ki sta iz firme 37 Signals, oziroma firme, ki je naredila Basecamp. To je tak dejansko document management system ali pa pač za vodenje projektov. No. Ozadje tega pa je, da je ta David Heinemeier Hansson tisti, ki je Ruby on Rails dejansko naredil, no, za vse tiste, ki se malo programiranjem ukvarjajo. Tako da knjiga se pa nanaša na remote work, pač nove oblike zaposlitve, dela, tako zelo zanimiv, skratka nekaj, kar je meni kar dobro. Tako na dušo pihal. Moj podcast je prva epizoda, bo pa v sredini avgusta, se pravi tam 15. avgusta pride. Mislim, da bo tale podcast, ki ga danes snimamo, ravno takrat odzvoni tudi, nekje je tam, tako da bo to ravno pravi čas, da se še kakšnega drugega podcasta dotaknete. To so bila priporočila. No, Gašper, tukaj pa spet ti nastopaš v prvi vrsti in to so hitra vprašanja. In prvo vprašanje, BIM programska oprema, lahko pa samo rečeš eno. Čeprav najbrž uporabljaš tako enih 5-6. Ja, trenutno kar Building Explorer je pač podjetja Bexel. To je. Ok. Se pravi, to je Bexelov Solibri. Ja. Ne Bexelov Navisworks. Pardon. Mogoče 4D, 5D, v bistvu ima še za 6D potem tudi možnost. Kaj pa je 6D za vse tiste, ki navajajo? Kaj je 5D? Dajmo najprej s 5D. 4 vemo, da je pač čas. Kaj pa 5? Ja, 5D, da imaš pa še stroške povezane. Kaj pa 6? 6 je pa pol za vzdrževanje. Upravljanje z objektom. To je kratko. Neč neštekam več, ampak dobro, to je druga. Jaz bi še vedno rekel, da je to čas. Ampak se pa sfuljam dobro sli 6D, veš. Ja, 6D
predstavlja čas uporabe samega objekta do njegovega konca. 4D pa samo od začetka pa do predaje objekta v uporabo. 7 je potem njegov konec, 8 je pa nova pač. Reborn, ja. Reborn. Kar je več od 6, pa ne vem točno, kaj predstavljajo CD-ji. Ja, se veš, da ti si bilo, ko je bilo že tist ND, ne? ND je bilo tako enkrat kot nek buzzword v bistvu, kjer so vse tele 4, 5, 6, 7, 8, 9 in naprej D podpirajo, so ND. Ampak dobro. To smo že spet nafilozofirali nekaj. Ne dela. To si nekaj zapisati, ja, ne dela. Se pravi, smo pri drugem vprašanju, to je tisto najpomembnejše vprašanje, Gašper, tako da vem, da si se zelo pripravil na njega. Kaj je pri BIM-u tam M? Ne bom niti razlagal, kaj vse je lahko, ker me zanima, kaj boš ti rekel. No, ne bom sugeriral, no? Kaj je tam M? Nek proces, bi jaz rekel, proces, pristop, nekaj neotipljivega, se pravi, nekaj, kar ni model. Tole je bilo pa zdaj nož v srce, nekaj, kar ni model. Lej, vse lepo in prav, vsi rečemo proces, vera, razmišljanje, management, ampak noben še pa ni rekel, da to pa ni model. No, se je rozumel, lej, Gašper, lej, v redu, lej, si... Adijo. Ne. Ne, ampak veš kaj, Gašper, moram pa tukaj reči, ne, da jaz se definitivno strinjam s tabo, ne, ampak ko smo prej govorili recimo za karavanke, ne, je pa vse, kar vi od BIM-a, mislim, ne vi, vse, kar je na karavankah od BIM-a trenutno, ne, je izključno model. Ker če se vse projektira po starem, potem se pa samo model gradi, v bistvu tega procesa zelo malo. Ja, se pa seveda strinjam, da je BIM proces, ne, vsekakor. Ja. Da se me malo potolažil, se me res hvala lepa. Zdaj bom lažje zaspal danes. No, ja, nekaj teorija, nekaj pa potem praksa. Res je. Meni Gašper če tale bolj všeč, dlje ko bomo govorila, veš, bo vse tako povedal, ko mi doj mislim. Ne, jaz se definitivno strinjam s tabo. Ampak ja, se pa tudi strinjam, da je to proces. Ne. Moral bi biti, no bomo tako rekli, moral bi biti. To pa bom nekam si zapisal. Zadnje vprašanje, ki je bolj lahko, bolj enostransko, OpenBIM, da, ne? Ja, absolutno. Absolutno. Če bi imel to opcijo, bi napisal absolutno, tako sem napisal da. Mislim, da lahko to da počasi kilnem, Matevš. To nekaj časa govorimo. Ja, lej, sej se pripravlja določene spremembe, bomo tudi kaj takrat ukinali, ne? Ne smem še vse povedati. To je bil sam tako, kako se že temu reče, cliffhanger ali pa v bistvu teaser, ja. Dražilnik. Ok, lej, smo pri koncu. Gašper, morda za konec, kje te lahko poslušalci kontaktirajo, če hoče dodatne informacije o tem, kar si povedal? Na mailu služben je gasper.brus@dri.si ali pa privaten na gmail.com. Potem pa, ne vem, kakšen Facebook, LinkedIn, Twitter. Pričakuj naval, tako da moraš očistiti Bitbox. Ja, Robi, kako je s tabo? Boš povedal kaj? Jaz se bojim navala, tako da ne bom nič povedal. Bom rekel sam, da me lahko, pa niti ne pogooglate, dajte reči, ne vem, zdaj bo je popularen DuckDuckGo, tako da nekam napišite Robert Klinc, pa zagotavljam, da te naši kontakt do mene. No, hvala. Skratka, mene že zmeri na matevždolenc.com najlažje in potem pač sledite linkom tam. BIM pogovori so pa kot vedno na spletu, Facebooku, Twitterju in sedaj nekaj časa že na YouTubeu. Po zadnjem štetju je bilo tam 12, meni se zdi, naročenih na YouTube kanal, tako da apeliram, samo še toliko in toliko jih rabimo, samo 88 jih še rabim. Malo heca mora biti, no, ampak
To je to za danes. Gašper, najlepša hvala, da si si vzel čas, da si nam povedal enih par stvari, kako in kaj stojijo zadeve na DRI in tudi širše na teh projektih. Ko se bojo pa končevali, si pa rezerviramo spet en termin, da bomo kaj povedali nove izkušnje na teh projektih. Hvala za povabilo. Smo na koncu. Gašper, Robi, adijo. Ja. Adijo.